Drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, en lep dober večer v tokratni tedenski izdaji. Danes bo le-ta, tudi zaradi prazničnega vzdušja, tako ali drugače, obarvana bolj modno. Nedavno je celjsko največje nakupovalno središče, celjski City Center, praznoval 13. leto svojega uspešnega obstoja in v ta namen že kar nekaj let, dvakrat na leto, pripravljajo modne spektakle. Veliko smo jih predstavljali že v naših oddajah, videli ste jih tudi v naših informativnih oddajah, no danes pa v naši tedenski izdaji sledi še širša in daljša reportaža o modnem dogajanju, ki se je torej dogajal od 11. aprila pa vse še do tistega vikenda. Upamo, da boste uživali in morda tudi ob naši reportaži dobili kakšen modni navdih. Going up. Welcome to the floor, where imagination has wing. Welcome to the... Please do not be alarmed. Takole so v celjskem City Centru začeli pravi modni spektakel. Letos so ga poimenovali 13. nadstropje, tudi zaradi tega, ker City Center Celje letos praznuje 13. rojstni dan. Ja, res je. To, kar mi skozi poudarjamo in tudi skozi naše evente, dogodke, da želimo biti in smo del mesta Celja in okolice in smo ponosni na to, da smo pomemben del pri snovanju dogodkov, takšen kot je bil danes. Tudi trendov, absolutno, kot smo danes videli. Ponavadi je tako, ko se ena modna revija konča, že razmišljate o drugi. Tudi letos tako bomo drugo leto spet lahko priča takšnemu spektaklu? Ja, zdaj nas pa že malo poznate, ne? Vsako leto želimo predvsem svojim pričakovanjem zadostiti in ta so zelo visoka. In ja, imamo že idejo za naslednjo leto, ki se je rodila zdaj vmes med snovanjem te. Bomo pa videli, če je to vse možno tehnično tudi speljati. Glavno vodilo 13. nadstropja je bilo zavedanje, da je treba biti v življenju drzen, predvsem pa slediti sebi. Rdeča nit je bil namreč stavek, bodi to, kar si. In kako so zvesti sami sebi nekateri vidnejši gostje na modni reviji? To pa absolutno, ne. Mislim, sem velik fan mode, čeprav ne mode za vsako ceno. Še vedno imam rad recimo žensko, ki poudari žensko, moškega, ki naredi moškega, ampak tudi tole pač kakorkoli trgovsko, ekonomsko, upravičljivo, tudi to gre skozi. Drži, bodi to, kar si. Nas so povabili
eno ekipo starejših manekenk. Mi smo edine, ki seveda nismo imeli lasul, da smo izražali predvsem to, kar smo. Drugače pa trendi so danes takšni in drugačni, verjetno drugačni, kot so bili pred 20 leti. Je moda danes bolj drzna? Je moda bolj drzna danes, seveda. Danes je več kože, tudi na odru se lahko izražamo. Včasih je bilo to bolj klasično. Tako da, zdaj mi je bolj pisano na kožo, ampak konec. Ja, mislim, meni je zelo všeč, da so si letos v 13. nadstropju zbrali ravno ta slogan Bodi to, kar si predstavlja samega sebe, ne? Ker vemo, da današnja digitalna mladina ravno strmi k nekim idealom, ki so napačni in prav je, da danes na ta način pokažemo, kdo smo, da smo različni, vseeno pa nam je nekaj skupnega, to življenje tukaj, ne? Danes smo videli manekenke takšne in drugačne na našem odru, tudi razpon let recimo je bil drugačen. Čisto vsak je lahko to, kar je, ne? Kar čuti v sebi in je tudi moden obenem. V bistvu ravno to smo danes želeli, oziroma so tudi želeli s tem, ko so nas povabili k sodelovanju, predstaviti, da ne glede kaki si, ne rabiš stremeti k enemu idealu, bodi to, kar si, stoj za tem, kar si in to je ravno to bistvo, ki ga na trenutke danes v tem času pozabljamo. Ja, skušam biti kar v koraku z nekimi trendi, imam neko svojo linijo, ki jo po domače rečeno furam, malo me tudi moja boljša polovica usmerja, da ne zaidem na kako čudno pot. Tole danes ni tipično moja outfit, ampak ker vem, kak hud dogodek je tole, pač sem sprejel dejstva, ki so mi jih položila v garderobo stilistke in to je to. Ja, jaz predvsem se držim tega, kar sem, kar je meni všeč, v čemer se jaz dobro počutim. Vedno od nekdaj mi je bilo všeč malo drugače, da ni bilo tako uniformirano. Nikoli se nisem v bistvu držala zares trendov, tako da ja, najrajši sem taka, v čemer se najbolj počutim. Tako da jaz mislim, da 100% stojim za tem, kar sem. Modna revija je predstavljala vse trende letošnjih sezon na eni pisti. Vse dobite tudi v samem nakupovalnem centru. Predvsem pa narekuje tudi trend biti zvest sam sebi in zaupati svojemu občutku. Tako je, pozabimo na trende, kar imamo doma, vse skupaj namečemo, pa samo, da smo originalni. To je danes, to šteje. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Avtohiša Čepin Vojnik, zanesljiv prodajalec Fordovih vozil. Zanesljivost, udobnost in dizajn. Obiščite Avtohišo Čepin v Vojniku, kjer vam bodo svetovali ob nakupu novega ali rabljenega vozila Ford. Obenem pa bodo poskrbeli tudi za reden servis in popravilo vašega vozila.
vaš prodajalec vozil Ford. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Svet gre naprej. In kakšna bo tvoja izbira? Nova Corolla. Zapelji v novo dobo. Izberi hibrid. Toyota. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri zbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Pridejo trenutki, ko potrebujete denar takoj. Z NLB osebnim kreditom ga lahko dobite v 1 uri. V mobilni banki Klikin pa že v nekaj minutah. NLB za vse, kar sledi. Po modnem spektaklu pa na upravno enoto Celje tudi tokrat je z nami Damjan Vrečko, načelnik upravne enote Celje. Se slišimo in vidimo spet čez 14 dni. Srečno! Na kmetijskem zemljišču bi želeli postaviti zidanico s kletjo, ki bi jo uporabljali kot vikend. Kakšen je postopek za pridobitev dovoljenja? Po uredbi o razvrščanju objektov v povezavi s tehnično smernico razvrščanja objektov je zidanica uvrščena med stavbe za spravilo pridelka, če je stavba namenjena za opravljanje kmetijske dejavnosti in le za občasno prebivanje kmeta. Med enostavne objekte, ki se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, jo lahko uvrstimo, če njena površina znaša do 20 kvadratnih metrov, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov. Med nezahtevne objekte jo uvrščamo, če znaša površina do 50 kvadratnih metrov. To je razvite bruto površine. Do 2 etaži, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov. Za gradnjo nezahtevnega objekta si mora stranka pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, ki ga izda pristojna upravna enota, na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte. V tem primeru gre za enostaven postopek. Če pa znaša površina zidanice več kot 50 kvadratnih metrov, jo uvrščamo med manj zahtevne objekte, za katere si mora stranka pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Če pa bi želeli objekt uporabljati kot vikend oziroma kot počitniški objekt, se pravi objekt, ki je namenjen prebivanju, morate zanj pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Vsekakor pa morate najprej na pristojni občini preveriti, gradnja katere vrste objektov in pod kakšnimi pogoji je dovoljena po prostorskem aktu, ki pokriva območje, na katerem se nahaja vaše zemljišče. Na kmetiji bi se želeli ukvarjati s kmečkim turizmom. Kako naj pridobimo ustrezno dovoljenje?
Vkolikor je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstv in izpolnjuje osnovni pogoj, da ima v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih kmetijskih površin, ter bo lahko tudi zagotovila najmanj 50% vrednosti lastnih surovin za upravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, to je nosilec kmetijskega gospodarstva ali polnoletni član kmetije, podana upravni enoti Celje vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Kmetija mora izpolnjevati tudi ostale pogoje za upravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ki jih določa uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Na kmetiji se ne sme opravljati te dopolnilne dejavnosti, če je nosilec ali član kmetije samostojni podjetnik posameznik, registriran za istovrstno dejavnost ali zakoniti zastopnik pravne osebe, ali če ima večinski delež v pravni osebi, registrirani za istovrstno dejavnost. Dopolnilna dejavnost se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za upravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek upravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo podrobni predpisi. V katerih primerih ni potrebno pridobiti odločbe upravne enote o odobritvi pravnega posla z gozdnimi in kmetijskimi zemljišči? Odločbe o odobritvi pravnega posla ni potrebno pridobiti, kadar gre za promet z zemljišči, ki so po namenski rabi v celoti opredeljena kot stavbna zemljišča. Odločbe o odobritvi pravnega posla ni potrebno pridobiti tudi v vseh tistih primerih, ki so taksativno našteti v 2. odstavku 19. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. Na primer, če gre za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije na podlagi darilne pogodbe, izročilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku, pogodbe sklenjene med vsemi solastniki, pogodbe o nakupu kmetijskega zemljišča, namenjenega gradnji gradbeno-inženirskih objektov, pogodbe o nakupu kmetijskega zemljišča, namenjenega rekonstrukciji občinske ali državne ceste, pogodbe o menjavi kmetijskega zemljišča, ki je v lasti lokalne skupnosti, za stavbno zemljišče in podobno. Upravna enota na zahtevo stranke, to je pridobitelja, v teh primerih izda posebno odločbo, da odobritev pravnega posla ni potrebna.